Moja zgodba. Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Danes bo drugič posvečena znanstveni konferenci pod naslovom Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi med 1848 in 1948 letom. Na omenjeni konferenci, ki je potekala 22. oktobra v dvorani Slovenske Matice, so predavatelji predstavili odnos med katolištvom in razvojem slovenske narodne identitete. V prvi oddaji smo že slišali dr. Tomaža Ivešiča, ki je podal nekaj splošnih pogledov na temo slovenskih katoliških intelektualcev in narodnostnega vprašanja. Prav tako smo slišali Špelo Homicki, ki je spregovorila o vlogi katoliškega intelektualca Matije Slaviča pri razvoju slovenske narodne identitete in njegovem delu za Prekmurje. Omenjena oddaja je seveda na voljo v našem audio arhivu, če ste zamudili, ji prisluhnite. V današnji oddaji pa boste slišali dve predavanji, in sicer dvakratnega doktorja Igorja Grdine in pa doktorja Iva Kržeta. Dvakratni doktor Igor Grdina bo spregovoril o intelektualnem regionalizmu po katoliško. Drage kolegice, kolegi, je bil zaupan referat o danes že večkrat omenjenem Franu Kovačiču, ki je zares nekaj posebnega zato, ker je v slovenskem biografskem leksikonu predstavljen na en način, recimo na Wikipediji pa popolnoma drugače. To nista isti osebnosti, torej za Wikipedijo je samo filozof z dodatkom zgodovinarja, medtem ko je seveda za slovenski biografski leksikon slika popolnoma nasprotna. Potem, ko pogledamo bibliografijo, vendarle vidimo, da je težišče njegovega znanstvenega dela, vsaj kar zadeva količino, gotovo na zgodovini. Je pa seveda res, da če pogledamo njegovega najuglednejšega učenca, in to je bil nihče drug kot France Weber, ta filozofska plat vendarle tudi izjemno pomembna. Vsepovsod se seveda pri Weberu omenja njegovo študijsko obdobje pri Meinungu, predmetnostna teorija, vendar je France Weber potem v 30 letih izrazito krščanski filozof. Zlasti, če pogledamo knjigo, s katero sem se že kar pred precej časa ukvarjal, in to je Nacionalizem in krščanstvo. In seveda je zelo mikavno povezati preko dela učenca pa vreči pogled tudi na delo učitelja. Tu pa trčimo na neke, recimo temu tako, regionalne konstante. To se pravi, umetnostna zgodovina veliko ve povedati o tem, zlasti v starejših obdobjih na podlagi regionalnih konstant celo atribuirajo umetnine. Je iz te in te šole, ne vemo avtorja, ampak delo ima te in te lastnosti, tu in tu se je delalo tako. In zdaj te regionalne konstante se, kakor je Aleš pokazal, vendarle ohranjajo tudi v neki intelektualni tradiciji. V nekem prostoru so aktualna skozi daljše časovno obdobje ta in ne druga vprašanja. Ali primarno aktualna ta in ne druga vprašanja.
V sosednjem prostoru je slika lahko že popolnoma drugačna ali pa deloma drugačna. In zdaj, če pustimo vprašanje tega katoliškega regionalizma in teh regionalnih konstant za starejše obdobje malce ob strani, čeprav vemo, kako zelo je zaznamovala recimo meja na Dravi, tista najprej seveda misijonarska področja in seveda potem tudi določene oblike cerkvenega življenja. Kako zelo so se razlikovali poudarki v posameznih škofijah. Kako zelo so se potem v bolj modernem obdobju razlikovali tisti prostori, kjer se je poskušalo ustvariti državno cerkev, tudi katoliško, torej v Franciji galikanizem, v Habsburški monarhiji jožefinizem in seveda vsaka takšna akcija je sprožila tudi reakcijo, ki pa je lahko bila glede na poprejšnjo tradicijo različna. Seveda je pa to za katoliški svet nemajhen paradoks, kajti katolištvo pomeni seveda vesoljnost. Ne pomeni pa uniformnosti. In France Weber je ravno v nacionalizmu in krščanstvu, ki je ena izmed zelo, zelo spregledanih, ampak zelo, zelo pomembnih knjig, govoril o dinamičnosti krščanske misli, dinamičnosti krščanske tradicije, seveda predvsem v kontekstu izzivov časa, v katerem je sam živel, in v seveda razmerju katolicizma do, kot je sam rekel, glavnih napak iste dobe, to so rasizem, nacionalizem, individualizem, kolektivizem, še jih je našteval, ampak v glavnem so torej te. In kako pravzaprav krščanska misel in krščanska tradicija človeku vendarle vedno pomaga, da najde takšno podobo, kot je hotel pač stvarnik. To je, da je človek seveda telesno bitje, je pa seveda tudi nič manj duhovno bitje. Da tukaj ni prvenstva, recimo pretiranega spiritualizma in zanemarjanja fizičnega sveta, in ne seveda tudi obratnega. In zdaj seveda moderna doba je po naravi pravzaprav takšna, da je materialnost, telesnost poudarjala. Sej, če gledamo rasizem, nacionalizem, potem seveda materializem sam po sebi, kolektivizem, individualizem, tukaj je vse povsod je poudarek pri tem fizičnem. Pri individualizmu pač človek je posamičnik, posameznik in krščanstvo pa vendarle računa na občestvo. Tudi to je zelo pomembno. In torej krščanstvo človeku pravzaprav, in to je tisto glavna stvar pri tej knjigi, vedno ne samo pomaga, ampak ga tudi prav usmeri k pravim razmerjem, takšnim, kot jih je ljubi Bog želel. In zdaj vidim, da vrsto razpravljavcev muči to razmerje med narodnim in verskim, kot da sta te dve stvari konkurenčni. Če gledamo kot seveda filozofsko, kakor je kolega Krže pokazal,
lahko pridemo do takšne ideje. Ampak če beremo Biblijo, je pa to malce drugače. Vemo, da so jeziki, in to je groza za vse tako imenovane moderniste, kot podlaga skupnosti zelo star pojav. V Bibliji to najdemo čisto pravzaprav na začetku, ko pride po Božji volji seveda do različnih jezikov. In potem, če tam sledite, narodi in jeziki so tako rekoč sinonimi. V starejšem obdobju je tega bilo zelo veliko, v južnoslovanskem prostoru še toliko več, ker je bila pač tukaj Gladgolica, in tam v 15. stoletju imate celo seveda te znameniti stavek na Hrvaškem, kako Turci nalegoše na jazik hrvatski, potem ko so osvojili Albanijo, Srbijo in tako dalje. Ampak jezik pravzaprav toliko pomeni kot v brižinskih spomenikih narod. In to je neka zelo stara in zelo krščanska pojava, s tem pa seveda je popolnoma jasno, da med narodno in versko pripadnostjo po naravi stvari ne more priti do neke kolizije, ker sta pač to oboje stvari pač božanskega izvora. To lahko naknadna filozofija potem zaplete, kaj je pomembnejše, kaj je primarnejše. In če vi pogledate potem tam v 20. stoletju, torej tik pred drugo svetovno vojno, Janžekovičeve spise, najdete točno to teologijo, ki jo bojo pač izvajali seveda v mariborskem primeru od Slomška naprej, da pač človek je ustvarjen takšen, kot je, njemu pripada, ustvarjen je tudi seveda s takšnim in takšnim jezikom, čeprav je to nekoliko pozneje, ampak vendarle v času globoko pred vsako filozofijo. In so te stvari na takšen način povezane, da kdor se odpoveduje svojemu jeziku, tistemu, kar je, kako bo potem on dober kristjan, ker vendarle krščanstvo poudarja torej človekovo naravo. Zdaj, seveda, s takim ozadjem lahko pa ves ta angažma Frana Kovačiča ali Matije Slaviča popolnoma razumemo kot nekakršno nasprotje med seveda vero in delom za občestvo, v katerega je posameznik postavljen. Seveda, to je vprašanje, ki je zelo aktualno v Mariboru, na štajerskem območju, na Koroškem. Nekje na Goriškem je pa situacija kar precej drugačna in tamkaj lahko torej z tem prodorom vpliva, kot je pač kolega Krže pokazal, italijanskega neotomizma, razložimo tisto, kar se v našem prostoru zdi nekaj silno čudnega, unikatnega, pa vendarle ni tako. Teologov, kakršen je bil Mahnič, je bilo po Evropi kar precej. Veliko jih je bilo. Seveda je pa nekaj drugega res. Zdaj prehajam na ta moderni regionalizem, ki ga je slovensko zgodovinopisje opazilo v razmerju, torej ob čisti politiki, v razmerju med primorskim prostorom, med obema vojnama in ostalim slovenskim prostorom. Saj to je slika, ki je zelo, zelo zasilna, kajti vprašanje je, kater krog na Primorskem vzameš za reprezentativnega. In
kateri krog vzameš za reprezentativnega v jugoslovanski Sloveniji, kajti razlike seveda so bile. Tako kot je pisal Janžekovič pred drugo svetovno vojno, bi težko kdo sredi Ljubljane. In seveda, od kdaj so sploh lahko takšne, bi rekel, moderne regionalistične razlike? Mislim, da je tukaj ključna seveda druga polovica 19. stoletja, ko seveda se katolicizem pod pritiskom modernega sveta se mora opredeliti do nekaterih pojavov. Kakšen je odgovor Pija IX. Vemo. Kakšen je odgovor Leona XIII. Tudi. Precej različna odgovora sta, kaj naj kristjan, ne v teološkem smislu, ampak tem teoretskem, ampak kakšen odnos zauzeti do modernega sveta, koliko biti akcionist, koliko ga pa seveda zavračati. Ne, tukaj je pa velika razlika. In zdaj seveda, čim se nekdo vključi v moderni svet, potem je to drugače, kot je bilo tisto, kar je bilo prej. In konservativno stališče nenadoma ni več neko naravno ali pa logično stališče, tako kot je bilo poprej ob tistih sunkih modernizacijskih procesov, ki jih pač sponzorira država, še prej so pa ti seveda spontani, ampak od recimo Jožefa I. preko Karla VI. In tako dalje naprej do Jožefa II. So to pač eni modernizacijski sunki. Fran Šukle je zelo na mestu opozoril, da Mahnič je postal veliko ime v slovenskem katoliškem prostoru, ko se je v ljubljanski škofiji knezu škof Misja odločil tako, da je Mahnič ustvaril primerno platformo. Ne. Seveda, drugačna situacija na Štajerskem, drugačni problemi na Štajerskem, čeprav seveda to, kar se je dogajalo v Mariboru, zlasti v času škofa Napotnika, je vendarle ena velika modernizacija. Tudi v času škofa Stepišnika, ki je bil brat nemškutarskega župana Celja, celo isto ime sta imela, ne? Torej Maksa sta bila oba, čeprav po krstnem imenu je bil škof drugačen. Ne? Ampak kakorkoli že, torej, tudi pri Stepišniku sta dve obdobji, ne? To pa Sernec piše v svojih spominih, kako je v prvem obdobju zares bil takšen, kot ga je Rajič opisoval, v drugem obdobju je pa precej drugačen in je nekakšen most k temu Napotnikovemu obdobju, kjer je seveda toleranca do narodnostnega angažmaja, torej tistega tudi čisto političnega, postala velika celo vodilo. Ne? Zdaj seveda, lahko, da je v trenutku kakšne slabosti, kdo tudi videl konkurenco med tema dvema področjama, ampak to, kar se je dogajalo med Prvo svetovno vojno in to, kar je recimo Lambert Ehrlich rekel, ne, da je katolicizem pa povezan s slovenstvom in da če ne bo katolicizem, ne, torej, da bo zelo težko pri Slovencih, je seveda tudi misel, ki je bila v Mariboru zelo, zelo prisotna, čeprav seveda Napotnik se nikakor ni angažiral, je pa vendarle duhovnikom to dovoljeval, če tudi jih je kregal. Ne? Torej, pri Antonu Korošcu vemo, da sta imela marsikdaj kakšno hudo uro
in da kadar se je škof res mislil zdret nad njim, ne, da kar je res, kadar kaj bilo narobe, je najprej zavil kopalnico, pa dal protezo ven in potem opravil tisto, pa potem je bilo pravzaprav spet vse po starem, ne. Kaj ti nikoli nisi vedel, koliko oči te gleda, ne. In zdaj seveda, ena takšna osebnost, kot je bil papežev hišni prelat Kovačič, z to mnogostranskostjo je samo po sebi izraz moderne, ne. Torej, da razvija neotomistično filozofijo, žal, se pravim, nikoli ni noben filozof pri nas pogledal, kako se pozni France Weber in seveda Kovačičeva filozofija ujemata ali ne ujemata, kje je moderno, kje ni moderno. Kar zadeva ta narodnostni zgodovinarski angažma, pa vemo, da je pravzaprav Kovačič zgodovinar, sicer regionalist, ne, torej Slovenska, Štajerska in Prekmurje, in seveda njegovo magistralno delo, pač zgodovina lavantinske škofije. Če to primerjate seveda z Josipom Valentinom Grudnom, vidite, da sta tehtnici pravzaprav pač izravnani, seveda je Gruden bolj znan zaradi te vseslovenskosti. Torej, moram počasi spustiti zastor, bo pač načeloma predstavljeno tudi vprašanje tega regionalizma, ki je bil pa po drugi svetovni vojni seveda zabrisan. Zabrisan zato, ker se je zlasti strani oblasti z vsemi duhovniki ravnalo, kakor da bi cela Slovenija delila usodo Dolenjske, ne, in recimo na Štajerskem ni bilo čisto nič drugačnega postopanja proti duhovnikom, ne, torej izseljeni so bili, potem pa zaprti, pa gradili Litostroj, kakor recimo prelat Zdolšek, in še in še in še in še. Na drugi strani pa vendarle tale vzhodno-štajerska regionalna konstanta, na katero je opozoril seveda naš prvi govorec, mislim, da upravičeno, in mislim, da se ne smemo bati v tem katolicizmu na Slovenskem in slovenskem katolištvu, katoliškem slovenstvu boljše, najti tudi posamezne odtenke, s tem nikakor univerzalizma katoliškega ne načenjamo, ampak samo recimo sledimo tistemu, kar je France Weber opazil, ker je v nekem obdobju pod vprašajem ta in ta del človeka, se ga vera podpre ravno tisti najbolj ogroženi del, da ostane takšen, kot je pač božja kreacija. To je njihova misel. To je bilo predavanje dvakratnega doktorja Igorja Grdine na znanstveni konferenci Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci, narodnostno vprašanje v transnacionalni perspektivi, ki je oktobra 2024 potekalo v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili še enemu predavanju, in sicer bo dr. Ivo Kerže spregovoril o politično-filozofskih pogledih na vprašanje naroda škofa Antona Mahniča. Spoštovani, glavni področji Mahničevega delovanja sta bili estetsko in politično. Spisi iz obeh področij so nastajali, grobo rečeno, skozi celotno obdobje Mahničevega javnega delovanja. Estetskemu področju je posvetil svojih 12 večerov ter cel niz teoretskih in literarno-kritičnih besedil v Rimskem katoliku,
ter hrvaški straži, v katerih je zavzel stališče do tedanjega literarnega snovanja. Političnemu področju je posvetil zlasti spise o razmerju med cerkvijo in državo, spise o narodnem vprašanju, krščanski demokraciji ter celo o krščanskem socializmu. Na obeh področjih je bil njegov glavni nasprotnik liberalizem. Zlasti katoliški liberalizem v pomenu infiltracije liberalne misli med katoličani, kar je posebno jasno obsodil papež Pij IX v okrožnici Vantacura in priloženem silabusu. Ključna poteza Mahničevega nastopa je, da je spise na obeh področjih sistematično naslanjal na filozofski premislek, ki ga je prevzemal iz tedaj nastajajoče neotomistične filozofske produkcije, zlasti tiste prvotne, ki je nastajala v Italiji v krogu jezuitske revije Civiltà Cattolica, ker je ta smer nekako posebej prepoznavna v okviru italijanskega neotomizma, jo bom odslej preprosto označeval kot italijanski neotomizem. Prepričljivost in posledični vpliv Mahničevih besedil, tako na področju estetike kot na področju politike, izhaja v veliki meri, ocenjujem, prav iz sposobnosti doslednega, nazornega, teoretskega argumentiranja lastnih stališč, kjer mu liberalni nasprotniki niso bili kos in so se posledično umikali iz debate v užaljenost ali v ironijo in smešenje ad personam. Pri vsem tem pa se zastavlja vprašanje, ali bil Mahnič v svojih neotomističnih pozicijah res tako dosleden, kot je to želel biti. Aleš Ušeničnik v enem izmed svojih prikazov Mahničeve filozofije je trdil, da je Mahnič na Hrvaškem doživel preobrat zlasti na ravni estetike in sicer, da naj bi leta 1917 v hrvatski straži, torej proti koncu življenja, zanikal, kar je trdil vse skozi prej, to je, da je za literarno lepoto bistvena idejna vsebina in da je oblika drugotna. Da je skratka prešel na stališče estetskega formalizma, ki pravi, da je literarnemu delu bistvena oblika in ne vsebina. Za tako formalistično estetiko se je takrat pri nas zavzemal že omenjeni Izidor Cankar, prevzel pa jo je kasneje celo sam Aleš Ušeničnik. Mislim, da sem v svoji monografiji o Mahničevi estetiki in literarni kritiki dovolj jasno pokazal, da se tu Ušeničnik moti in da so Mahničeva temeljna estetska stališča ostala vse skozi, torej skozi ves čas njegovega javnega nastopanja nespremenjena, oziroma so se spremenila le v komaj omembe vrednih podrobnostih, bolj terminoloških kot kaj drugega. Veliko bolj resno pa se zastavlja vprašanje o Mahničevi doslednosti na ravni politične filozofije. Tu je kar nekako težko uvideti kontinuiteto, in to je tema, današnja tu moja, se pravi težko uvideti kontinuiteto med Mahničem kot legitimistom, avstrijskim patriotom, velikim nasprotnikom pravice do samoodločbe narodov, kakršen je, kot se zdi, nastopil denimo v rimskem katoliku, in Mahničem navdušenim Jugoslovanom, ki javno govori o zločinih Avstrije zoper slovenski in hrvaški narod, ter kliče po mednarodni konferenci, ki bo končno strla večstoletne spone habsburške ječe narodov, kakršnega spoznamo v časopisnih člankih iz leta 1918. V tem prispevku bi rad pokazal, da tudi na politično-filozofskem področju je Mahnič vse skozi zvest sam sebi in v glavnem tudi uvidom italijanskega neotomizma. Ta povezava z italijanskim neotomizmom je tukaj ta transnacionalni element, ki sem tukaj vključil. Zdi se torej, da je Mahnič v času od izhajanja rimskega katolika v Sloveniji pa vse do leta 1918, ki ga je doživel kot škof na otoku Krku, popolnoma spremenil svoj pogled na načelo narodne samoodločbe. Prej se zdi, da ga je izrazito zavračal, potem pa sprejemal. To spremembo prikaže Walter Lukan v svojem prispevku za Mahničev simpozij v Rimu iz leta 1990, kjer prikaže zgodnjega Mahniča kot nasprotnika absolutnega pojmovanja načela samoodločbe, torej absolutnega pojmovanja načela samoodločbe. Tedaj bi naj namreč zagovarjal pogojno, relativno samoodločanje naroda, kot pravi Lukan, ki pa je po tem mnenju združljivo z legitimizmom, saj priznava dinastiji dedno pravico do oblasti nad narodom in torej zavrača možnost, da bi slednji z revolucijo odvzel oblast. Takole Lukan strne to stališče. Narodi se lahko razvijajo, ne smejo pa rušiti, torej to niso Mahničeve besede, to tako Lukan to povzema. Narodi se lahko razvijajo, ne smejo pa rušiti obstoječe države, tudi v skrajnem primeru ne. V konkretnem primeru slovenski narod ne bi smel rušiti Avstrije, ker je vlada legitimni vladar, ki ima oblast od Boga in vlada v njegovem imenu in ne v imenu ljudstva ali narodov. Pod tem pogojem je Mahnič zato, da morajo biti vsi narodi, kot piše, res enakopravni,
vendar tudi, če so zatirani in odvisni, kar pa dopušča Bog kot posledico greha. Skratka, tudi v takem primeru, če so zatirani in odvisni, tega ne smejo rušiti obstoječe države, ker je to kot nekaj, kar je treba sprejeti kot od Boga poslano kazen za greh. Konec citata. Lukan pri tem povzema Mahničev članek z naslovom 10 poglavij iz narodnostnega katekizma iz rimskega katolika iz leta 1895. Kasneje naj bi se Mahnič po Lukanu premislil, zlasti zaradi stika z družbeno stvarnostjo, ki bi ga naj kot škof imel na Krku v večji meri kot pa prej, ko je bil profesor, vzgojitelj in publicist. Citiram Lukana: praktične izkušnje so tekom let tudi pri njem dovedle do nekega še ne docela razčiščenega premika v presoji nacionalne problematike. Ta še ne docela razčiščeni premik naj bi se že pokazal v spomenicah avstrijskim oblastem iz let 1905 in 1916, ko je kot škof opozarjal na zatiranje hrvaškega in slovenskega naroda v Avstriji, ter v spomenici papežu Benediktu XV iz leta 1915, kjer prosi papeža, da bi se na prihajajoči mirovni konferenci zavzel za politično enotnost slovenskega in hrvaškega ozemlja po vojni, ne glede na usodo Avstrije. Zlasti pa naj bi se ta premik pokazal v člankih, ki jih je Mahnič objavljal leta 1918 v Zagrebških novinah in Slovencu, kjer se je zavzemal, kot sam naslov enega izmed člankov sporočilno pove, za Jugoslavijo in proti Avstriji. Lukan sicer opozori, da bi bilo možno razumeti oni članek v smislu Majniške deklaracije, to je v smislu Jugoslavije znotraj okvira Habsburške Avstrije, saj Mahnič v njem iskreno obžaluje, citat, antidinastične težnje, konec citata, vendar glede na to, da je odstavek, v katerem je to zapisano, v nadaljevanju cenzuriran, kot tudi precej drugih odlomkov v članku, sklepa Lukan, da to obžalovanje spet ni bilo povsem enoznačno in da se je Mahnič postavil na stališče narodne samoodločbe v smislu, da ima narod vendarle pravico rušiti obstoječo legitimno državo. Po moji oceni Lukanov prikaz ni pravilen, ker temelji na ne povsem natančnem povzetku omenjenega Mahničevega članka iz leta 1895, ker Mahnič v resnici ne govori o tem, da narodi ne smejo rušiti obstoječe države, naprimer Avstrije, tudi v skrajnem primeru ne. Drugače povedano, Mahnič ne govori o tem, da narodi ne smejo rušiti države, tudi če so zatirani, češ da naj sprejmejo to kot božjo kazen za greh. Tu Lukan ne sledi Mahničevemu besedilu in se prepusti vprašljivi interpretaciji. Mahnič v omenjenem besedilu govori le, da je treba sprejeti kot posledico greha to, da je narod odvisen, da to treba sprejeti kot posledico greha, da je narod odvisen od oblasti drugega naroda, ne pa o primeru, ko bi bil narod v takem podrejenem položaju tudi zatiran. Ta distinkcija je ključna, ker tako omenjene Mahničeve spomenice na avstrijske oblasti, kot tudi njegovi projugoslovanski članki iz leta 1918, poudarjajo kot problem zatiranje in ne politične odvisnosti kot take. Prisluhnimo Mahničevemu besedilu, to zadevnemu, ki se glasi takole. Vsi narodi morajo res biti enakopravni, to je vsak teremu se mora dovoliti popolna prostost, da se izumika, izobražuje na podlagi materinščine, ter da vse stori, kar je potrebno, da ohrani svoj značaj in svojine ali lastnosti, po katerih se kot narod razlikuje od drugih narodov, vendar pa s tem ne učimo, kakor bi morali vsi narodi v vsakem oziru biti popolnoma enaki ali enakopravni. Narod, ki je poklican gojiti vede, reševati visoke filozofične in življenjske probleme, bo imel v tem oziru hegemonijo nad vsemi drugimi. Ravno tako si bo politično nadarjen narod snoval velike države ter spravljal druge narode v politično odvisnost, o politični enakopravnosti med njim in drugimi odvisnimi narodi se ne more več govoriti. Konec citata. Vidimo torej, da Mahnič jasno razločuje področje, kjer je neenakopravnost dopustna, to je politično področje, in področje, kjer ni dopustna, da je to področje, torej te izomike, skratka to bi rekli jezikovno-kulturno področje. Dogodki, ki povzročajo politično podrejenost, ne pa zatiranje kulture, so tisti, za katere Mahnič pravi, da so od Boga vsaj dopuščeni in zato jih moramo, to je citat, prenašati, a ne siloma rušiti razmeri, ki vsled njih nastane. Mahnič namreč, kako sem že pokazal glede njegove estetike, najverjetneje tudi v politični filozofiji
sledi stališčem, ki jih je gojil italijanski neotomizem. Glede vprašanja narodne samoodločbe izstopajo zlasti, kot že za področje estetike, spisi patra Luigija Taparelli da Zelia, ki denimo, to je pač znan sotrudnik, avtor, revije Civiltà Cattolica, čisto od začetka, ki denimo v svojem delu Della Nazionalità iz leta 1849, torej o narodnosti, je naslov Della Nazionalità, poudarja zoper Giobertija, da narod nima pravice do rušenja obstoječe države. Tudi v italijanskem primeru je bila mišljena tu zlasti Avstrija, seveda, V imenu, torej da nima pravice do rušenja obstoječe države v imenu narodove pravice do samoodločbe. Taka težnja po Taparelliju se namreč ne more upravičeno izvršiti zoper naravno pravico do oblasti, ki si jo je in kolikor si jo je oblastnik pridobil po legitimni poti. Narod bi imel pravico do takega rušenja le v primeru, ko bi oblastnik sam kršil temeljna načela naravnega prava, to je, ko bi zatiral določen narod, denimo s prepovedjo uporabe njegovega jezika, gojenja njegove kulture ali pa celo s fizičnim preganjanjem njegovih članov. Pri tem je ključna sama definicija naroda, ki jo poda Taparelli, da je narod definiran po skupnem jeziku, skupnem krvnem izvoru in skupnem teritoriju prebivanja, ne pa po skupni in neodvisni politični oblasti. Se pravi, je ostro ločena tudi pri Taparelliju ta politični aspekt od, bi rekli, kulturnega nekako. Iz te definicije ali narave naroda, narave v tem scholastičnem smislu, torej kot definicija ali bistva nečesa, pa izvirajo njegove naravne pravice, po Taparelliju še vedno, da se fizično, demografsko ohranja na svojem teritoriju in da goji svoj jezik in iz njega izvirajočo kulturo, ne pa nujno, da razvija svojo lastno državnost. Tak razvoj sicer Taparelli dopušča kot nekaj, kar lahko narod še bolj izpopolni in kar gre zasledovati, je v bistvu nek, bi rekli, moralni imperativ, vendar pogojni, Torej ob upoštevanju vladarjevih pravic do legitimne oblasti, ne dopušča pa težnje po politični neodvisnosti kot naravne pravice, ki bi se smele izvršiti zoper omenjeno vladarjevo pravico, razen primeru, ko bi, kot rečeno, vladar sam kršil naravne pravice naroda ali kakšne druge pravice, z pozitivnega prava, recimo. Reklo bi se torej, da se Mahnič vse od člankov v Rimskem katoliku pa do člankov v časopisju iz leta 1918, že omenjenih, nahaja vse skozi na Taparellijevem neotomističnem stališču, saj vidimo, da začne agitirati za Jugoslavijo in namiguje na rušenje Avstrije le zato, ker po njegovem mnenju Avstrija zatira naravne pravice slovenskega in hrvaškega naroda, zlasti tiste v zvezi z javno rabo jezika, ne pa v imenu načela narodne samoodločbe. Pri tem se morda zastavlja vprašanje, zakaj imenujem to stališče neotomistično. Razlog namreč ni le v tem, da ga zagovarja pač Taparelli, ki je pač eden ključnih italijanskih zgodnjih neotomistov, pač pa je bolj vsebinski. Kot smo videli, Taparelli izvaja naravne pravice iz narave stvari, v tem primeru iz narave naroda, skratka iz definicije. Narava je tu opredeljena kot bistvo stvari, kot definicija, ki nam odgovarja na vprašanje, kaj nekaj je. To je pač v skladu z aristotelskim uvidom, ki ga domisli tomizem, da je naravna težnja, ki ima po naravnem zakonu lex naturalis naravno pravico, da se uresniči, le tista težnja, ki uresničuje ali udejanja bistvo stvari, tista težnja, ki spravlja na raven dejanskosti ali aktualnosti, to, kar je v bistvu ali definiciji že zajeto, to da naravni potencialnosti ali možnosti. Kot je denimo naravna pravica človeka, da razmišlja, ker spada k njegovi definiciji, da je razumno živo bitje, se pravi animal racionale, pa čeprav dejansko začne razmišljati precej časa po spočetju in večkrat tudi potem, denimo v globokem snu, ne razmišlja, pa zaradi tega ne izgubi človeške narave, ne neha biti človek. Čeprav si to tudi drugače predstavlja dan danes, žal. Neotomizem, ta tomistični premislek o naravnih pravicah, aplicirano vprašanje, neotomistični avtori, ta premislek o naravnih pravicah aplicirano vprašanje narodnih pravic. Če je narod, kot rečeno, definiran po jeziku, teritoriju in krvi, ne pa po državnem okviru, izkušnja nam namreč kaže, da obstaja veliko več narodnih držav, pa tudi veliko narodov, ki nimajo svoje države, pa ni da zaradi tega neha biti narod, potem se njegove naravne pravice nanašajo le na področje jezika, teritorija in fizičnega obstoja.
Načelo narodne samoodločbe pa temelji na vse drugačni filozofski podstavi. In sicer na novoveškem prepričanju, ki se vzpostavi z Descartovim cogito ergo sum, da ima naša misel za svoj temeljni predmet samo sebe in ne njej zunanjih predmetov oziroma narave ali definicije stvari, kot to meni tomizem. Če torej moja misel, kot pravite Kant, Hegel, naprej, v temelju spoznava sebe, potem kmalu ugotovi, in to se je zgodilo za časa romantike, Fichteja, Herderja in podobnih avtorjev, da se moja misel dogaja vedno v konkretnem jeziku, ki je jezik mojega naroda, in ki me umešča v intersubjektivni položaj z drugimi govorci tega jezika. To pa dalje pomeni, da je narodnost nekaj, kar me, ker je v bistvu neločljivo povezana z mojo mislijo in je moja misel temeljni predmet same sebe, potem je tudi narodnost pravzaprav nekaj, kar me po tej novoveški logiki, ki se razlikuje torej od aristotelske, tomistične, o kateri sem govoril prej, torej da me ta narodnost pravzaprav temeljno določa kot mislečo in govorečo stvar in da svoje narodne zgodovinske danosti ne morem svojo mislijo presegati na noben način. Da smo v bistvu že nekako bi rekli pri Heideggeru, če malo preskočimo naprej, ampak skratka, ne morem abstrahirati od nje v smer univerzalnosti. Seveda pri tomizmu je pa ravno je to možno. Torej postane v tem novoveškem kontekstu narodnost nekakšen absolut, ki me povsem določa in ki mu moram povsem služiti, tudi seveda v političnem smislu. Narodnost postane tako nekakšna absolutna in v bistvu edina narodna pravica, ki je neločljiva od moje novoveško zamišljene narave kot stvari, ki misli samo sebe in ob kateri se ostale narave stvari izkažejo za navidezne in se v zadnji posledici razpuščajo, kot pri Fichteju recimo. To je tista absolutna narodnost, zoper katero tako pogosto govori Mahnič in ki jo sam prepoznava kot utemeljeno zlasti v Heglovi filozofiji, on izpostavlja zlasti Hegla, ki podeduje omenjene koncepte od Descarta, Fichteja in Herderja. Zdi se torej, da Mahnič glede vprašanja naroda ni prav nič spremenil svojega stališča in da je bilo to stališče vse skozi skladno z nauki, v glavnem skladno z nauki italijanske, pravzaprav lahko rečemo preprosto skladno z nauki italijanskega neotomizma. Nekoliko drugače pa je bilo z njegovimi stališči glede dveh vprašanj, ki se pojmovno razlikujeta sicer od vprašanja naroda, a so se v konkretnih zgodovinskih okoliščinah Mahničevega delovanja in s tem vprašanjem stvarno dejansko prekrivala. Gre za vprašanje Mahničevega odnosa do katoliške države in do demokracije. Se pravi, in zdaj na kratko še mogoče o tem. Do teh dveh vprašanj je namreč Mahnič od vsega začetka zavzel stališča, ki se ne ujemajo povsem, tokrat se pa ne ujemajo povsem s stališči italijanskega neotomizma. Saj je Mahnič označeval katoliško državo za neuresničljiv ideal. Torej imamo citat iz Mahniča, kjer to Mahnič v bistvu pove, ga lahko tudi po potrebi ga lahko potem preberem. Medtem, ko je italijanski neotomizem v skladu z okrožnicami Leona XIII. Denimo imel to stanje podrejenosti države cerkvi v religioznih in moralnih vprašanjih, to je v bistvu stanje katoliške države, za normalno stanje njunega razmerja. Torej ne za nek ideal, za katerega se prizadevamo, ampak v bistvu vemo, da se ne bo dalo uresničiti, ampak za neko normalno stanje njunega razmerja. Za takšno stanje, v kakršnem je duša pa telo v človeku, tako sta cerkev in država po Leonu XIII. V takem razmerju, ko sta duša in telo. Zdaj, duša in telo sta očitno, je telo podrejeno duši, ker če ne bi preprosto človeka ne bilo, ne bi umrl, ker bi se duša ložila od telesa, tako da očitno govori Leon XIII. Tu o nekem normalnem stanju. Da je katoliška država, to je normalno stanje razmerja med cerkvijo in državo. Lahko si torej predstavljamo, da se je zaradi tega Mahnič lažje, zaradi tega odstopanja, torej od tradicionalnega nauka cerkve, da se je zaradi tega Mahnič lažjega srca postavil leta 18 na stališče Jugoslavije, ki v nobenem smislu ni bila katoliška država. In zoper Avstrijo, ki je bila taka vsaj nominalno, kot sam Mahnič priznava. Kaj več pa tudi ne priznava, Tukaj se torej zdi, da je Mahnič odstopal od italijanskega neotomizma in pa stal na tem stališču že zelo zgodaj, torej že leta 893, tako da mu ne moremo očitati, da je to svoje stališče s časom spreminjal. S tem je povezano tudi njegovo navdušenje nad demokratično obliko vladavine, torej odnos do demokracije, saj je menil, da je liberalizem bolj načel višje sloje od nižjih in da je pričakovati katoliški preporod družbe od spodaj gor.
To sicer ni posebej v nasprotju z nauki italijanskega neotomizma, ki je zagovarjal enakopravnost oblik vladavine in ne več vrednosti demokracije, kot so to zagovarjali v Mahničevem času krščansko-demokratski voditelji ala Mark Sanje, pa sklepam, da tudi Rajić, o katerem smo prej govorili, kar ne izključuje, da bi se v danem zgodovinskem trenutku ena izkazala za primernejšo od druge, kot je to denimo ocenil Mahnič. Skratka, nauk Leona 13. je, da so vse oblike vladavine, demokracija, torej aristokracija pa monarhija so nekako enakovredne, ampak lahko v danem trenutku glede na neke posebnosti danega naroda pač ena prevlada se izkaže za primernejšo od druge. In recimo, da je Mahnič razmišljal nekako takole. Iz italijanskega neotomizma izvira tudi katoliški socialni angažma, ki najde svojo doktrinarno potrditev v okrožnici Rerum Novarum Leona 13. iz leta 891 in ki je marsikaterega katoličana navdahnila tako kot Mahniča z željo po versko naravnanem socialnem delu z ljudskimi množicami. Tu se bomo spomnili potem recimo Mahničevega učenca Kreka, od česar je težko ločljiv poudarek na demokratičnem angažmaju, ki se je pri Leonu 13. kazal zlasti v njegovem pozdravljanju pojava krščanske demokracije v okrožnici Graves de Comuni Re, in njegovi spremembi odnosa do laicističnih demokratičnih ureditev zlasti v Franciji. Lahko si predstavljamo, da je tudi ta leoninski demokratizem lajšal Mahniču njegovo odločitev za Jugoslavijo in zoper Habsburško monarhijo. Habsburško dinastijo v monarhijo tudi. Zaradi časovne omejitve bomo o vplivih vseh teh dejavnikov na Mahničevo pojmovanje naroda podrobneje spregovoril v zborniku tega simpozija, ampak če prej povzamem, Mahničevo pojmovanje naroda in njegovih pravic se ni prav nič spreminjalo skozi čas. In je poleg tega ostajalo v glavnem zvesto stališčem takratnega italijanskega neotomizma in z njim tesno povezanega leoninskega pontifikata, razen mogoče v točki, ki ni ravno nepomembna. In sicer, ali je katoliška država normalno stanje razmerja med cerkvijo in državo, ali je pa to nekakšen nedosegljiv ideal. Menim, da je ta nihljaj Mahničeve misli proč od italijanskega neotomizma povezan z drugimi podobnimi nihljaji v okviru njegove filozofije, na katere sem opozoril že v svoji monografiji, ki kažejo na njegovo odprtost za reinterpretacijo tomizma v ključu novoveške, konkretno kartezijanske filozofije, kakršno je v Mahničevem času razvijal vplivni belgijski neotomist Désiré, kasnejši kardinal Mercier v Louvenu. Vendar gre tu za nihljaje, ki niso specifično Mahničev problem, pač pa so značilni za leoninski pontifikat v celoti, ki je bil razpet med neoporečno ortodoksijo na doktrinarni ravni in odpiranjem liberalizmu na ravni političnih in pastoralnih odločitev. Hvala lepa. Toliko za danes. V današnji oddaji ste poslušali dvakratnega doktorja Igorja Grdino in pa doktorja Iva Keržeta, ki sta sodelovala na znanstvenem posvetu z naslovom Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje, ki je potekala oktobra 2024 v prostorih Slovenske Matice. Oddajo sta pripravili sodelavki Študijskega centra za narodno spravo Marta Keršič in Mirjam Dujo Jurjevčič, uredil sem jo Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole. Hvala za pozornost in lep pozdrav spet prihodnjič. Moja zgodba.